Današnji praznik, bratje in sestre, praznik Velike noči, nam naznanja tisto sporočilo, ki je tako temeljno, da ga človek odkriva, ne kar odkrija, ampak odkriva v življenju. In to je sporočilo, ki je tudi največji dogodek na tem svetu in tudi večjega ne bo, Jezusovo vstajenje od mrtvih. Tudi evangelij, ko smo ga slišali, nam odkriva korake iskanja resnice. Dva učenca tečeta grobu, Peter in Janez, in ko prideta grobu, evangelij poroča tiste stvari, ki jih človek opazi. To, kar mi opazimo v življenju, to, kar vidimo, slišimo ali pa doživimo. In edina stvar, ki je bila res očitna, je, da so bili v grobu, odprtem grobu, praznem grobu, zloženi prtički ali prtovi, mrtvaški prti. In prtiče z glavo posebej zloženi. Ne vem, če je bilo to znamenje tako močno za Petra, je bilo pa izredno močno za Janeza. In to zato, ker je bil Janez zraven pogreba. Morda ga je celo on pokopaval kot pogrebec. In ker je bil on zraven, je videl, kako je bil pogreb tudi izvršen. Kam je bilo in kako je bilo položeno Jezusovo truplo, kako so zaprli grob, še pečat so dali, da ne bi kdo odnikal kamna za vhod. In zato evangelij poroča, ko to vidi, to pogleda in stopi v grob, že v drugič, pri pogrebu prvič, pri vstajenju pa drugič, Janez vidi in veruje, kako pomembno je, da je človek navzoč. Verjetno najbolj veljajo besede za apostola Petra, ko pravi, da še ni doumel pisma. Ni še prišlo tako globoko spoznanje, ker presega človeka. Vstajenje Jezusa Kristusa ni niti človeško delo, niti zmožnost človeške pameti ali razuma, ampak nas presega. Kakšno je človeško delo ali pa naš del? Ko boste šli na pokopališče, lahko tudi okrog cerkve, kjer so vaši pokojni, na naših grobovih, kjer bomo tudi mi, je običajno zapis, tukaj so pokopani, tukaj počiva ali tukaj leži. To je naše človeško delo. Jezusov grob bi pa moral imeti napis, ni ga tukaj. Ne tukaj počiva, ampak ni ga tukaj. Grob, ki ima napis, ni ga tukaj. Bi ga človek delal ta grob? Mislim, da ne. Bi dal napis, ni ga tukaj? Tudi ne. Ampak v tem nas Bog prehiti, v tem dejanju, da je življenje močnejše od smrti. Velika noč ne odmika velikega petka. Velika noč ne odpravlja trpljenja. Še več, za veliko noč je veliki petek sestavni del, prek katerega smo šli. In danes, ko obhajamo veliko noč, vaše skrbi, ki jih imate ta trenutek, bodo ostale. Vaša bremena, ki jih nosite v tem trenutku življenja, bodo po tem prazniku ostale. Teža življenja, ki jo čutite, morda prav v teh zadnjih dnevih, kar ste doživeli, to bo ostalo. Velika noč trpljenja ne odmakne. Zakaj pa potem tu praznovanje? Zakaj beseda veselja, če ostaja breme, teža, trpljenje, stiska, preizkušnja? Velika noč
na vse to, kar lahko rečemo, kar je veliki petek, da svetlobo, presvetli, da smisel. Človeku da pogled za naprej. Brez velike noči človek vidi samo breme, težo, neizhodni položaj. Šele svetloba velike noči, dejanje vstajenja, zmaga življenja, naš pogled usmeri naprej. In človek, ki nosi v sebi veliko noč, ki jo notranje čuti, tak človek tudi drugače pristopa k svojemu delu. Pa ne bo to šola in učenje. Se je vredno učiti, truditi za dobre ocene, zato ker je naša prihodnost življenje. Če bi bilo to samo za nekaj časa, tudi ni važno, katero šolo delamo, niti kakšno službo upravljamo. Še zato, ker se trudimo za svoje domove, kakšen smisel ima, če je to vse nekaj začasnega. Ampak velika noč, ki odpira naš pogled v prihodnost, da smisel našemu prizadevanju, da smisel celo tistemu trudu, ki ga drugi ne opazijo, pa ga imamo. In delo, ki ga opravljamo, pa drugi zanj ne vedo. In zato vam želim, da bi velika noč dala vam tisto notranjo držo, notranjo radost, da je Bog z nami in da nam daje življenje. Ne samo z besedo povedano, ampak z dejanjem pokazano. Naj nam tukaj pomaga drža apostola Petra. Na veliko noč ni vedel, kaj se dogaja. Pa je tekel v grobu, pa ni razumel. Glejte njegovo značaj. Nestanoviten, dvomi, niti priznat ne upa, da pozna Jezusa. To je realen človek. To je človek, ki je normalen, običajen. Nič novega presežka. Ampak ta Peter je po veliki noči dozorel, ne v enem trenutku, ampak korak za korakom, tako daleč, kot je današnje prvo berilo poročalo. In je on sam rekel svojim ljudem, rekel, veste, kaj se je zgodilo po vsej Judeji, od Galileje naprej. A še enkrat pravi, a veste o Jezusu Kristusu, ki ga je Bog obudil od mrtvih. In nas sprašuje, a mi vemo o Jezusu Kristusu? A vemo, da je Jezus Kristus stal od mrtvih? Slišali smo o tem, a to vemo. Človek, ko pride do tega spoznanja, takemu človeku se življenje presvetli z Božjo močjo, njegovo svetostjo in naše življenje dobi novo smer. Kam? Smer v življenje. Človek, ki sprejme veliko noč, da je to njegova, da je udeležen v veliki noči, potem je naša smer življenja tudi v večnost. In to vam želim v letošnjih velikonočnih praznikih in to notranjo držo prinašajte tudi tistim, ki boste srečevali v prihodnjih dneh, pa ne bo to v šoli, ali na delovnem mestu, ali med drugimi ljudmi, med domačimi, naj bo med nami velikonočni pogled in velikonočno veselje.